Dobrodošli na otvoritvi Posavske potujoče knjižnice, ki, kot dokazujemo danes, resnično obratuje v vsakem vremenu in praktično na vsakem terenu. Vedno je na začetku prazen prostor, včasih tudi dež. Prazen prostor je lahko bel list papirja, lahko je tišina, neskončna možnost, ki čaka, da jo napolni misel, oziroma zamisel. Ideja je prvo seme, ki se v praznem prostoru naseli in domišljija poskrbi, da se razraste. Ta velikopotezni načrt lahko potem v zraku obstane ali celo izpuhti, ideje so namreč krhke in brez dejanj so tako rekoč sanje. Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi, ki nam je zaigral uvodno dobovsko koračnico, deluje že od leta 1920, prav tako v vsakem vremenu. Z igranjem niso prenehali niti med drugo svetovno vojno, ko so bili člani v izgnanstvu, danes pa štejejo 54 članov. Iz prvotnih sanj in zamisli danes ponosno korakajo in soustvarjajo kulturno življenje občine Brežice. Nekdo je nekoč tako sanjal o posavskem bibliobusu, potujoči knjižnici na kolesih, ki bi knjižnično dejavnost pripeljala praktično povsod, tudi v bolj odročne kraje, do ljudi, ki težje pridejo do urbanega okolja, ki v svoji bližini zaradi takšnih ali drugačnih razlogov še nimajo knjižnice. V Sloveniji se je prva različica bibliobusa pojavila že leta 1973 v Kopru, danes pa po naših cestah potuje kar 12 potujočih knjižnic. Doslej nepokrita območja pri nas so tako bila Koroška, Savinjska regija, Zasavje in Posavje. Zahvaljujoč prizadevnim knjižnicam in razumevajočim občinam je na tem seznamu zdaj eno področje manj in sanje so postale stvarnost. Ta bibliobus, sodobna pridobitev posavskih knjižnic je zdaj tu, med nami, pripravljena na svoje naloge. In upamo, da se razumemo. To ni samo zgodba o uspehu, ampak predvsem zgodba o sodelovanju. Iz sanj prek dejanj zdaj pred nami stoji nova stvarnost. Te sanje je omogočilo povezano delo posavskih knjižnic, knjižnice Brežice, Valvazorjeve knjižnice Krško, knjižnice Laško in knjižnice Sevnica, 5 občin, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ter Sevnica in Ministrstva za kulturo ter pokroviteljev. Ponosno vam predstavljamo Posavsko potujočo knjižnico. Za prijatelje je to bralko. Praktično od malih nog oziroma koleščkov ga pozna direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Benkoč. Prosim, pozdravite jo na potujočem odru pred potujočo knjižnico. V nacionalnem mesecu skupnega branja med nami lepo pozdravljam gospoda Ivana Molana, župana občine Brežice s sodelavci, gospo Ano Nušo Somrak, podžupanja občine Krško, direktorici in direktorja posavskih splošnih knjižnic, predsednike in tajnike krajevnih skupnosti Brežiške občine, ravnatelje šol in vrtcev, direktorje javnih in drugih zavodov ter ustanov, direktorje knjižnic in knjižničarje, ter vse vas, cenjeni ljubitelji knjig in knjižnic. Zgodbo o potujoči knjižnici smo v Brežicah začeli pisati že pred 60 leti. Zametki potujočega knjižničarstva segajo namreč v čas potujočih kovčkov. To seveda ni bila potujoča knjižnica, kot jo poznamo danes. Bil pa je prvi poizkus, kako knjigo prinesti bralcu, ki sam do osrednje knjižnice ne more. Knjižničarke so v skladu s takratnimi smernicami in potrebami prebivalcev razmišljale, kako iz vedno slabše založenih knjižnic knjigo približati občanom iz bolj oddaljenih krajev. Po vzoru drugih knjižnic so uvedle izposojo s knjižnimi kovčki. Prvi, v usnje oblečeni, je v sezoni 1959-60 odpotoval v Artiče. Leto kasneje je bil prvi kovček s 66 knjigami poslan v Sromlje, Artiče so dobile drugega. Do leta 1971 je po brežiški občini potovalo 11 potujočih zbirk, predvsem leposlovnega gradiva.
Bralno kulturo so z njimi širili v Artičah, Sromljah, Skopicah, Mrzlavi vasi, Veliki dolini, Pišecah, Globokem, Kapelah ter na Čatežu in v Pečicah. Vsak kovček je vseboval po željah bralcev izbrano kolekcijo knjig, vpisanih v posebno inventarno knjigo, ki jo poleg lesenega in usnjenega kovčka v knjižnici Brežice hranimo še danes. Izposojali so si predvsem otroci, ki so knjige nosili domov tudi staršem in starim staršem. Običajno je kovček v vasi stal 1 leto, potem pa odpotoval v naslednji kraj. Kroženje knjig po brežiški občini pa je po letu 1970 začelo upadati. 9 let kasneje se je nekdanja upravnica brežiške knjižnice Elizabeta Savica Zorko preselila v novi dom upokojencev. Tam je skrbela za kulturno življenje stanovalcev in takoj ustanovila poseben oddelek matične knjižnice s potujočim kovčkom. Drugo poglavje zgodbe sega v leto 2008, ko smo v Brežicah gostili 15. festival potujočih knjižničarjev z naslovom Na pragu novih izzivov. Ker Posavje takrat še ni imelo potujoče knjižnice, smo želeli prebivalcem našega območja pokazati delovanje knjižnice na kolesih. Vedno močnejša želja po organiziranem potovanju knjig do bralcev je dobila priložnost leta 2016, ko smo posavske knjižnice začele glasno razmišljati o skupni potujoči knjižnici. Ideja je nekaj let kasneje dobila podporo 5 posavskih županov. Z uspešno prijavo na razpisu Ministrstva za kulturo smo bili še korak bližje uresničevanju poslanstva knjižnic. Za plodno sodelovanje pri uvedbi izposoje knjižničnega gradiva v odročnejše krave Posavja se zahvaljujem županom posavskih občin in direktorjem posavskih splošnih knjižnic, vsem zunanjim izvajalcem ter sodelavcem vključenih občinskih uprav in knjižnic, torej vsem, ki ste prispevali k delovanju posavske potujoče knjižnice. Dragi naši krajani, želimo, da jo spoznate in jo z veseljem uporabljate. Najlepša hvala, gospa Benkoč. Tudi občina Brežice je ena od pomembnih sil projekta Posavske potujoče knjižnice, zato zdaj pred mikrofon vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Prav prisrčen pozdrav vsem današnjim zbranim, seveda v imenu občine Brežice, v mojem imenu. Danes smo se zbrali pri enem projektu, kjer morda ni vsakdanji za nas, kajti nekako ljudje več ali manj štejejo rezultate po nekih investicijah, po gradnjah, po cestah, po pločnikih. Mogoče pa manj po takšnih projektih, kot je potujoča knjižnica, ki je namenjena predvsem tem, da knjigo in pa seveda ostale stvari približamo občanom neposredno. Seveda, potujoče knjižnice so tudi nekako v sedanjem času novost, kajti dejansko z mobilnostjo je to bistveno lažje. Občina Brežice seveda knjižniško dejavnost zelo močno razvija že kar precej let, saj smo seveda pred leti začeli z novogradnjo in praktično knjižnico posodobili, naredili v njej marsikaj, kar je bilo možno, različne kotičke, naredili knjižnico, ki približa tako knjigo kot izobraževanje. Seveda je pa želja še več, da to omogočimo tudi praktično vsem krajanom. Zato seveda tudi v občini Brežice, pa tudi v Posavju, želimo izenačiti čim bolj pogoje za kvalitetno življenje, ne glede na to, ali si v mestu, ali si v urbanem kraju, v večjem naselju ali pa v manjšnih. Zato se je pred leti že začelo tudi z uvajanjem 2 knjižnice, ena v Cerkljah, ena v Pišecah, ki je seveda podružnična. Sedaj pa želimo še več, da bo lahko praktično vsaka krajevna skupnost, vsak kraj imel možnost dostopa do kvalitetnih stvaritev naše knjižnice. Seveda želja, kako to uresničiti, je bila že kar nekaj časa, kot smo rekli, je bilo pa precej seveda tudi odvisno od financ, kajti dejstvo je, da so veliki stroški,
na nek način seveda z nakupom najprej bibliobusa, kasneje pa je potrebno zagotavljati tudi seveda stroške za delovanje. To nam je lažje uspelo s tem, ko se je pojavil razpis na Ministrstvu za kulturo, ki je delno tudi sofinanciral predvsem nakup bibliobusa, seveda občine pa si moramo razdeliti potem delovanje in pa stroške z tem delovanjem. Tu gre danes tudi za projekt, ki gre več kot samo za občinski, gre za dobro sodelovanje v okviru regije Posavje, kajti imamo zelo podobne, bi rekel, izzive ali pa težave. Praktično smo vse občine na nek način takšne, da imamo središča, ki niso tako velika, imamo pa precej veliko podeželja, ki je precej oddaljen od krajevnih središč, zato seveda nam je bila tudi skupna želja, da pride do te skupne investicije in da seveda tudi skupno povežemo tako Posavje, krajane, pa tudi knjižnice. Zato jaz verjamem, da ta bibliobus je tudi lep primer povezovanja v Posavju in pa seveda omogočati našim občanom kvalitetne storitve, ne glede na to, v katerem koncu živiš. To delamo na različnih področjih, ali pri mreži osnovnih šol, ali pri infrastrukturi, ali pri tem, da želimo vsaki krajevni skupnosti omogočiti tudi kulturne domove in podobno. Zato jaz mislim, da je današnji dogodek še posebej prav za tega namena, kajti Občina Brežice, oziroma lahko rečem kar vse posavske občine, želimo zagotoviti vsem našim občanom kvalitetno življenje in bivanje, s tem pa seveda tudi omogočiti, da bo naša občina, naše Posavje ostalo lepo, razvito in poseljeno po vseh krajih. Sam osebno čestitam vsem, ki ste se v ta projekt vključili, obenem se vam tudi zahvaljujem, potujoči knjižnici pa predvsem želim srečno pot in uspešno delo. Hvala lepa. Se kvečem lahko opisalo knjižnico, ampak kaj pa... Ne. A ste vi slučajno? Ja, prav vidite, mladenič, jaz sem znana osebnost, jaz sem Lovro Stepišnik in prihajam iz daljne Slovenske Bistrice. Zagotovo in potrjeno sem prvi slovenski potujoči knjižničar. Preko 150 let že vandram po Pohorju in raznašam lepe slovenske knjige po tamkajšnjih domačiljah. Še do Kebla in Cezlaka sem prilezel. Sem pa slišal, da rabite tudi v vaših krajih potujočo knjižnico in sem prišel pogledati, kaj bi tukaj ljudstvo rado čitalo. Vam pa povem, mladenič, da je ta služba en hudir. Koliki me fejst tiščijo od vsega tega vandranja po svetu. Ceste, katastrofa. Na vseh ovinkih mi gradivo dol leti iz polic. Politika mi med ljubavne romane sili. Tehnična oprema. S tehnično opremo je pa en sam križ. Kobis praktično nikjer ne vleče. Sem klical na Izum, pa pravijo, da je kriva moja antena. Moja antena, da ne podpira 4G. Pa jade. To je ta boljši G, kar jih je. Gaber. Čisti. No, pa preidemo k poslu. Večino gradiva sem sicer na poti do sem že sposodil, nekaj malega lepih bukvic pa mi je še ostalo. In vi, gospa, se mi zdite prav primirni za kakšen nov bestseller. Mislim, da imam enega prav za vas. Samo trenutek. Mohorjev koledar iz leta 1866. Sila, lepo, napeto in zanimivo branje, vam povem. Mogoče imamo pa tudi kmetijske nasvete, pridelovanje rdeče pese po skušnjah. Sam malo. A pa imate izkaznico? Brez izkaznice, veste, pa ne bo šlo. Ne, gospod Mi Stepišnik, smo resna firma. absolutno, in tudi Posavska potujoča knjižnica je, če prav razumem,
bo lahko vsak bralec za knjižnico dobil novo izkaznico, prav posebej za bralka. Tako da izkaznice bodo, samo zdaj jih še ni. Posavska potujoča knjižnica. Ja, Kaj je pa to? to je malo večji koš tamle. Potujoča knjižnica. Bralko. In to na kolesih. Vsi hudiri. Jaz pa še vedno te bisage okrog vlačim in si hrbet in noge kvarim. A mislite, da zaposlujejo? Bom kar plošno poslal. Kako se že reče? Na mail. Če bo antena delala. Zdaj grem pa kar pogledat. Potem lahko tudi vprašate osebno. Prosim? Je lahko kar noter vprašate osebno, po mojem. Bom vprašal, se bom pozanimal. Najlepša hvala za vaš obisk, a vam še Hvala. lahko pomagamo, ne? Ne, se bo šlo. Hvala, gospod Hvala za Stepišnik. pomoč, zelo ste prijazni. Hvala vam. Želja našega Stepišnika je prastara. Otroci, kaj bi rekli? Koliko je ta gospod star? 68? Zelo blizu, samo še ena številka ti manjka. Ne, prave številke, samo še ena manjka od spredaj. 186. Dobro se drži, ne? A veste zakaj? Ker bere. Če skoraj 200 let brskaš po knjigah, najbrž najdeš tudi recept za večno mladost. Ne vem, nisem strokovnjak, ampak po mojem je povezana z radovednostjo. Meni so bližje številke ali pa preigravanje le teh. In pri posavski potujoči knjižnici jih ne zmanjka. Kot smo slišali, so 4 posavske knjižnice združile moči, da lahko bralko zdaj uresničuje svoje poslanstvo. A veste, kdaj so knjižnice v Sloveniji nazadnje sklenile povezavo na tak način? Nikoli. Prvič govorimo o skupni potujoči knjižnici, ki ima samostojno siglo v Kobisu ter zaposlenega bibliotekarja in knjižničarja šoferja za vse vključene knjižnice in občine. Lahko se pohvali s približno 10 000 kosi knjižničnega gradiva, ki potujejo po površini 1000 kvadratnih metrov, od Jesenic na Dolenjskem do Radeč. Pot bralka bo organizirana na 72 postajališčih, ki pa ne bodo samo zasute s knjižničnim gradivom. To je šele začetek. V potujoči knjižnici bo mogoča uporaba računalnika in spleta. Lahko boste tiskali in fotokopirali različne dokumente, pika na i pa bodo tudi pravljične urice, promocije branja, druženja in knjižnično-pedagoške ure. Dostop je urejen tudi za gibalno ovirane uporabnike, ker je poslanstvo posavske potujoče knjižnice resnično vsem približati čare knjižnice. Vsa gradiva, vsa postajališča in vse dejavnosti pa se na koncu zgostijo in preobrazijo v 2 obraza, ki sta tudi prva zaposlena člana samostojne enote posavske potujoče knjižnice. To sta Marjan Mrgole in Matjaž Stibil. Vsaka podobnost s gospodom Stepišnikom je zgolj naključna. To sta torej obraza, ki bosta 14 tonami potujoče knjižnice potovala po 72 postajališčih. Eno od teh bo tudi v okolici osnovne šole Artiče, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino in kar 230 zagnanimi in radovednimi učenci. Danes so nam skupaj z Danico Avšič in Stanko Turšič-Pungarčar pripravili recital po pesmih Toneta Pavčka in zgodbi Rudolfa Mlinarja Knjižni škrat. Nastopili bosta učenki Ana Binter in Maruša Kodrič. Kdo ve, morda pa so ravno njuni starši bili eni prvih, ki so si knjige izposodili iz potujočega kovčka knjižnice Brežice. V Artičah je bil, kot smo slišali, namreč prvo leto delovanja. Morda so takrat iz usnjenega kovčka potegnili Pavčka ali pa Mlinarja, danes pa ju Ana in Maruša interpretirata. Hodimo, 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 vace in sonca v soje, vendar najlepše prehodimo pota, če hodimo v dvoje. Ugani, kako se pride do zvonika in do oblakov, enostavno, s hojo otroških korakov. Greš po zemlji in ne čisto po zemlji, včasih visoko od tal in se znajdeš v puhasti preji, kjer je zvonik nebo postal. In te nese v sinino, v dežele svetlih svetov in ko vse odvrti se mimo,
prideš vesoljec domov. Tako živiš dan in noviš noce črno suknjo in si velik, tudi kadar zbežiš k sebi in v mišjo luknjo. Med otrokom in nebom je sinina kot ocean, vanj spuščamo ladice ves božji dan. Med otrokom in ptico je daljnih skrivnostni klic, v njem sta 9. dežela in šum perutnic. Majhen je deček obstal pred velikim razpotjem in je gledal in je iskal kot prava zampotje. Kam bi? V ravnino, v hrib, v gozd ali čez vodo, v veselje, k modrosti knjig, ujetost ali v svobodo. Tukaj je metulce kin zakrilil skrili čez polje in je stekel za njim deček židane volje. Hodimo, 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 vase in sonca v soje, vendar najlepše prehodimo pota, če hodimo v dvoje. Gre potohodec Andrej v Legolandijo, v Indijo, Koromandijo in še naprej. Gre v Mavrico, v pravljico in še naprej. Gre za milimi pticami, k misici s picami in še naprej. Do modrega znamenja, do zadnjega amena, na konec sveta. Tam, kjer zmanjka poti, šteje do 1003 in hitro pofočka grdogledega soseda, ljubega očka in seveda še deda. Gre potohodec za soncem v Kordobo, Lurd v Eldorado, da ne zaide v zakotje, nosi seboj dobro nado. Ta je kot ptica, ki leta z njim in prepeva mu pesem. Kordoba se mu obeta, v njej je ena sama ljubezen. Hodimo, 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 vase in sonca v soje, vendar najlepše prehodimo pota, če hodimo v dvoje. Gre potohodec za soncem, hodi skozi pušče v oaze, šteje potihoma svoje zmage in še bolj poraze. Gre iz pomladi v poletje, pride jesen, za njo zima, pa ga hrabri razodetje, da se ljubezen mu rima. Pa ugotovi, da včasih je sam, da družbe z osebo trenutno nima. Nič ni osamljen, se nasmiha in kima, dalje potuje, saj vedno z njim je knjiga. Zdaj pa si za konec, dragi obiskovalci, mladi in še mlajši, nalimo čistega vina, metaforično, ker trenutno res ni čas za pogostitve in masovna druženja. Tudi če izumimo leteči bibliobus, ki se lahko iz kraja v kraj teleportira in nam lahko postreže s točno tisto knjigo, ki si jo zaželimo, je najbolj pomemben korak še vedno na bralcu. Knjigo je treba odpreti, se z njo nekaj časa pogovarjati, se spustiti v razpravo z njo, morda jo samo poslušati, morda to niti ni več knjiga s platnicami, lahko je celo e-knjiga. Najbolj pomembno je, da knjigi damo čas. Posavska potujoča knjižnica bo z obratovanjem začela oktobra in to boste lahko izkusili in preizkusili na lastne oči. Tudi danes jo boste lahko na hitro pogledali, vendar v skladu z veljavnimi NIJZ ukrepi, torej z razkužili, maskami in omejenem številu obiskovalcev v samem bralku. Toliko zaenkrat z naše strani. Komaj čakamo, da bralko začne svojo potjo in razveseljuje celotno Posavje. Zdaj pa me od navdušenja počasi odnaša v pesem, morda tudi zato, ker vem, da bomo z njo zaključili. Prizorišče prepuščam Nuški Drašček in himni Posavske potujoče knjižnice. Dobro voljo, avanturo, nov je dan. Gremo tja, svet te vabi, tja, kjer ni meja. Branko, to ti da. Pravijo, da skoraj raj Gorenjska bi bila, jaz pa svojega Posavja ne bi menjala. Jutra tu, soncu čist
mesto blizu so, vse žari. Topel je objem gorjancev, Sava mirno spi. Knjig nešteto pa v posavski potujoči knjižnici. Čaka le, da branje znova se prične, prepusti se. Pridi z nami, novo stran obrni, naj te ne skrbi. Sonce nosi dobro voljo, avanturo, nov je dan. Gremo tja, svet te vabi, tja, kjer ni meja. Ni meja. Pridi z nami, novo stran obrni, naj te ne skrbi. Sonce nosi dobro voljo, avanturo, nov je dan. Gremo tja, svet te vabi, tja, kjer ni meja. Branko, to ti da.